Pozdravljeni! Verjetno se bo marsikomu izmed vas zdela primerjava med Mickom Schumacherjem ter Nicolajem Latifijem neprimerna. A videli bomo, da prav ta primerjava zna v drugačni luči nekako prikazati tudi voznike, ki imajo nekoliko drugačne kvalitete. Na začetku bi rad poudaril, da sam osebno proti Micku Schumacherju nimam nič. Za imenom Mick seveda sledi priimek, ki je znamenit, ki mu je odprl marsikatera vrata, ampak nažalost tudi dvignil pričakovanja, morda previsoko. In tudi zaradi tega priimka se pojavlja v takšnih in drugačnih člankih, kjer avtorji obljubljajo tudi zadeve, ki so, bodimo iskreni, nerealne. Po drugi strani Nicolas Latifi, voznik, ki ga že mnoga leta razni, imenujmo jih poznavalci, pošiljajo izven Formule 1. V naslednji sezoni 2023 se da zgoditi, da v svetovnem prvenstvu Formule 1 ne bo ne enega in ne drugega. Ampak vedeli bomo danes, da morda prioriteta bi morala biti usmerjena na Latifija, ne toliko na Schumacherja. Videli bomo zakaj. Mnogokrat ste lahko zasledili, da Nicolas Latifi si ne zasluži biti v Formuli 1. Vsaj tako trdijo nekateri, ki se, milo rečeno, imajo za poznavalce. Glavni razlog, zakaj je Nicolas Latifi v Formuli 1, je vsem na očeh. Dovolj je pogledati vid ekipe Williams. Napisi, ki so tam prisotni, prihajajo v veliki večini prav s strani družine Latifi. Po drugi strani, kolikor pogledamo bolid ekipe Haas, so pokrovitelji, ki stojijo za Mickom Schumacherjem, v resnici v manjšini, in to je eden izmed glavnih faktorjev, katerega ne smemo prezreti in o katerem se bomo pogovarjali v nadaljevanju. A najprej bi rad poudaril nekaj. Marsikdo bo dejal, da Mick Schumacher za razliko od Nicolaja Latifija ima neke rezultate, čeprav so pod pričakovanji. A verjetno je marsikdo dobesedno pozabil, kaj se je dogajalo, na primer, v lanski sezoni. Nicolas Latifi je dvakrat prišel do točk. Enkrat na oni veliki nagradi Belgije, ki je ne moremo imenovati dirka svetovnega prvenstva Formule 1, ampak tudi na veliki nagradi Madžarske, ker bi težko dejali, da mu je bilo kaj podarjenega. Znal je izkoristiti dano priložnost, o tem ni dvoma, ampak da bi mu to olajšalo življenje, še zdaleč ne. Po drugi strani, Mick Schumacher, seveda v letošnji sezoni, do sedaj je bil dvakrat med dobitniki točk. A od njega, mislim, da smo si vsi enotni, smo pričakovali bistveno več. Namreč težko bi dejali, da Mick Schumacher je bil v vseh pogledih boljši od Kevina Magnusena. Kevin Magnussen, bodimo zopet pošteni, kot voznik ni nič izjemnega. Je povprečno dober, izkušen voznik Formule 1, ampak ni nek bodoči potencialni svetovni prvak, in tu mislim, da se vsi strinjamo. Torej, vidimo, da za razliko naprimer od Georgea Rusella, Schumacher ni že v prvi oziroma drugi sezoni prevzel vodilne vloge v svoji ekipi. Kvečjemu je povzročal glavobole. In
dosti trki, kjer je uničil šasije, bodimo iskreni, na neprimernih mestih. In to bi lahko povlekli določene vzporednice tudi z Latifijem, ki je pogostokrat udeležen v takšnih in drugačnih nesrečah. A tu se moramo zavedati poglavitne razlike. Brez Nikolaja Latifija bi pri ekipi Williams izjemno težko zaključili proračun. Pri ekipi Haas je Ferrari Driver Academy tisti, ki nekako pomaga urejati zadeve, ampak stroški, ki jih povzroči Mick Schumacher, so na primer v letošnji sezoni dokaj visoki, no tudi lani niso bili bistveno manjši, ampak po drugi strani njegov doprinos k proračunu same ekipe je v resnici minimalen. Vedeti moramo, da oba voznika v drugi sezoni Formule 1 sta dosegla neke rezultate. Ampak, če po eni strani lahko mirne duše zatrdimo, da za Micka Schumacherja so pod pričakovanji, tisti lanski Nikolaja Latifija so bili v bistvu presenečenje. Ampak, če potegnemo neko črto, sta oba voznika v drugi sezoni dosegla recimo temu primerljive rezultate. A tako Mick Schumacher kot Nicolas Latifi v tem primeru sta neke vrste stereotipa. Namreč podobno sezono vidimo pri Yukiju Tsunodi, ki je letos bistveno pod pričakovanji in udeležen, podobno kot lani v mnogih trkih. A Tsunoda ima za seboj Hondo, ki slepo veruje vanj. Pri Ferrari Driver Academy smo lahko videli, da so spremenili mnenje. Nekako so dali vedeti, da v nadaljevanju Micka Schumacherja ne bodo podpirali. In kaj to pomeni? Da Schumacher se mora zanašati samo na tisto, kar je pokazal v Formuli 1 in na tisto podporo, ki jo ima sam. In tu sedaj vidimo bistveno razliko, kakšno podporo ima za sabo Mick Latifi in kakšno podporo ima za seboj Mick Schumacher. Sedaj se lahko začnemo spraševati, kdo bo podpisal pogodbo z Mickom Schumacherjem, ki seveda ima slavni priimek, ki pritegne določeno mejo pozornosti. Ampak videli smo, da povzroča kar lepo število nesreč. Še zdaj ni prevzel neke vodilne vloge v ekipi, torej je težko primerjamo naprimer z Landom Norrisom, z Georgeom Russellom in podobnimi karakterji voznikov. Konec koncev nima nekega pokrovitelja, ki bi zaključil seveda proračun ekipe in torej v tem pogledu bi lahko dejali, da je za določene ekipe, naprimer Nicolas Latifi, bistveno boljša izbira. Sedaj, marsikdo izmed vas me bo začudeno pogledal, kako je lahko Latifi boljša izbira od Micka Schumacherja. Enostavno, ker ima denar in ga vlaga v ekipo Formule 1. Če ekipa Williams ne bi imela denarja Latifija letos, ne bi videli dobrih dirk Aleksandra Albona in tudi ne Nicka De Vrija. In to je dejstvo, mimo katerega ne moremo. V Formuli 1 so plačljivi vozniki tudi del posla in brez njih enostavno ne bi šlo. Brez družine Stroll, enostavno povedano, ne bi imeli Aston Martina. In mogoče bi kdo dejal, da to konec koncev lahko tudi ne bi bilo slabo, ampak kdo bi bil na to potem 10. ekipa na štartnem razporedu. In tudi to je eno izmed tistih dejstev, na katere ne smemo pozabiti. Naprimer, Zhou je prišel v Formulo 1 tudi zaradi svojih pokroviteljev. Dosegel je rezultate, ki so primerljivi s tistimi, ki jih je pokazal Schumacher in seveda lani tudi Latifi. Sedaj se lahko začnemo spraševati,
Namreč, kdo je bolj pomemben za Formulo 1? Nekdo, ki doseže neke spodobne rezultate in pomaga ohraniti ekipo pri življenju, ali nekdo, ki dosega recimo temu spodobne rezultate in povzroči toliko stroškov, da je ekipa v krizi. Seveda, Zhou je bil udeležen v raznih trkih, ampak pora njegovih pokroviteljev je tu bistvena. In tu je ena izmed tistih točk, kjer bi se moral Schumacher izboljšati. Namreč igrati pravzaprav na noto svojega priimka, pritegniti razne potencialne pokrovitelje, ki bi mu lahko zagotovili sedež. Mislim, da v tej igri je že bistveno prepozno, kajti v naslednji sezoni bo število sedežev omejeno. In glede na tisto, kar je pokazal, če pozabimo na njegov priimek, imamo v tem trenutku na tržišču bistveno boljše voznike. Zanimivo je, da naprimer tudi Antonio Giovinazzi, ki ga podpira Ferrari Driver Academy za razliko od Schumacherja, ima za seboj že potencialne pokrovitelje, ki bi, poslušajte dobro, financirali njegovo pogodbo pri Alpinu. In to je nekaj, kar po dostopnih virih Schumacher nima. In zavedati se moramo, da vsi vozniki so plačevali, da so prišli v svet Formule 1. Tisti, ki so klavrno propadli, po drugi strani tudi oni, ki so postali večkratni svetovni prvaki. Lahko je bil družinski denar, lahko so bili v ozadju pokrovitelji ali imenujmo jih meceni, ki so vanje verovali. A to je znano dejstvo iz sveta Formule 1, ki ga nam pa določeni avtorji dobesedno prekrivajo s tem, da praktično samo Micku Schumacherju pripisujejo nek odsev slave, ki jo je dosegel njegov oče. A to bo seveda v sezoni 2023 zagotovo premalo. Hvala za vašo pozornost, ter seveda nasvidenje.